Dolgovi, naprimer Grčije, so bili dolgovi do bank, grški voditelji so bili najmanj, mislim, ne vem, kjer izraz bi uporabil, da so jih sprejeli, pa zafučkali, banke so pa delovali proti vsem načelom poslovnika, proti vsem načelom, da so jih dali. In v ekonomiji je, da banka zgubi terjatev, da je bankrot. Čau, baby. In lahko se to zgodilo zelo grd način, ampak ponovadi se pa usede za mizo, se vsi usedejo za mizo in rečejo, da ne bomo plačali, modalitete tega bojo pa take in čau. Danes se to ne dogaja, mimogrede, Grčija, ko je še vedno zadolžena preko vseh meja, sploh ni zadolžena več do bank, ampak so banke uspele v eni zelo prefidni operaciji, ki je trajala, ne vem koliko, 2-3 leta, prenesti to vse v dolg do proračunov, različnih proračunov evropskih, vključno do slovenskega. Se pravi, karkoli se bo zgodilo z Grčijo, če bo bankrotirala ali karkoli, ne bojo nastradali tisti, ki so te dolgove odobrili, ampak je bilo že vse prenešeno na države. Ne? Druga tema, tisti, ki ste omenili zdaj ta projekt slabe banke oziroma nekega holdinga s 4 milijardami, to je pa isti princip, to bojo pa luknje v slovenskih bankah niso 4 milijarde, to je absurd. Ne? Ne vem, ampak 4 milijarde je absurdna cifra. Manj, jasno. In se ne bi preveč o tem. S to operacijo bi bilo v bistvu vsi en velik del dolgov obstoječih podjetij, obstoječih lastnikov, ki imajo težave, bi bili prenešeni v ta holding in kasneje počas v proračun in bi izrinjali drugo državno porabo, se pravi uničevali normalno državo. Tle je en visoko ideološki neoliberalni cilj impotiran, to nima zveze z reševanjem slovenske krize. Ne? To je cilj uničevanja države, vitke države na eno potenco je v ozadju tega projekta. To nima zveze z reševanjem krize. 4 milijarde. Ne. Hvala.